Dan živijo, ministrica. Lahko se malo pokomentirate, kako razumete predlog predsednice republike, gospe Pirc Musar, za guvernerja Banke Slovenije, ni upoštevala usklajenega predloga koalicije? Ja, ne vem, kako bom rekla. Mi smo na koaliciji se poenotili glede predloga. Podprli smo Sašo Jazbec kot koalicijsko kandidatko. Zdaj seveda je predsednica države v svojih odločitvah povsem suverena. Glasovanje bo pa pokazalo, če bo do njega prišlo, ali je imela prav ali ne, ali uživa podporo, drugače pa seveda so mehanizmi glede predlaganja novega kandidata. A menite mogoče, da bi moral kdo po tem polomu s posvetovalnim referendumom prevzeti odgovornost oziroma da bi predsednik vlade moral to terjati od koga? Pa kdo je to? Mi smo ves čas nasprotovali referendumu v tej fazi. Jasno je, da nismo proti jedrski energiji, nismo niti načelno proti projektu nove nuklearke v prihodnosti, ampak menimo, da mora biti referendum v vsakem primeru informiran in zato se potrebujejo določeni podatki. Nujno pa je, da se o tem odloča na referendumu. Mislim, da je umik pametna odločitev in da bodo sedaj stekli nadaljnji postopki, kako bodo prišli državljani in državljanke in celotna politika do podatkov, ki se jih zahteva, potem pa je seveda na ljudeh, da presodijo, ampak brez referenduma pa v tak projekt absolutno nikoli ne smemo iti. Ker zdaj se napoveduje, da bo zakon vložen, ki bi moral biti vložen po referendumu, po prvotnih načrtih. Ja, naša ideja je bila v začetku, takrat je bil tudi, kolikor se spomnim, SDS prvi, ki je predlagal ta zgodnji referendum, kateremu smo mi nasprotovali. SDS-u se tu očitno računica ni šla, predvidevam, da so želeli imeti neko bjanko menico, a ne za to, da so se v prihodnosti potem videli, kako bi lahko naredili podoben projekt, kot je tudi bil na Tešu 6, ampak prav je, da je zakon, seveda, in potem referendum in da v vmesnem času se izvedejo aktivnosti, da pridemo do teh podatkov, torej ocene elektrike, cene projekta in pa okoljskega vpliva. To je ključno. Hvala. A lahko za hitro? Se bolj vidim. Gospa ministrica, lahko mogoče samo še eno vprašanje. Šef opozicije tudi zaradi referenduma napoveduje razpad koalicije in predčasne volitve 2025. Kakšno šanso vi temu pripisujete? Me veseli, da ste to vprašali. Sem prebrala njegov Twitter zapis. Kar jaz vidim v Twitter zapisu je nekaj drugega. Jaz vidim, da je očitno on že predvideva to, da bo obtožen in si proba legitimirati to svojo obtožbo na način, da jo seveda megli z nekimi drugimi stvarmi. Ne vidim, kako drugače bi lahko ta zapis pravzaprav razumela, kot to, da v bistvu trasira možnost te obsodbe in tega, kar se dogaja na sodišču glede Trente. Jaz mislim, da je treba pravi razlog za te Twitterje zapise iskati v tem delu njegovih zapisov. Hvala. Lahko še glede odgovornosti, menite, da bi moral kdo sprejeti odgovornost, če ja, kdo in kaj glede na to, da se je izkazalo, da je ministrstvo imelo še eno študijo, ki so jo praktično skrivali? Prostite, tole glede študije še ene... Analizo, ki so jo dali delati gospodu Mervarju, čez poletje on to pisal različne scenarije, torej samo JEK plus OVE, JEK plus EGP. Koliko bi stale različne opcije? Tako, torej šele do nedelje, če se ne motim, je bila na tem oznaka tajno, kako to komentirate? Ja, vsekakor vsi postopki morajo vedno biti čim bolj transparentni in javnost in pa celotna politika mora biti obveščena o tem, kar se dogaja. Jaz zdaj te študije sama nisem videla, tako da je ne morem komentirati. Zdaj, zaenkrat, se pravim, je referendum umaknjen, jaz to zelo pozdravljam. Predvsem bi si želela, da je to neka lekcija za naprej, kako v bistvu prideti do neke skupne odločitve, ki bo tvorila ne našo sam skupno prihodnost, ampak poslednjih generacij še toliko bolj, tako finančno kot okoljsko. Hvala lepa, zdaj pa res moram na sestanek.
Ali pa Jazbek, dajte se malo stvar, kako razumete to, da je predsednica zbrala vašega protikandidata? Komentirala, najlepša hvala. Da, gospod Kan. Kako razumete predlog predsednice republike za guvernerja? Simona je prek svojih pristojnosti pač sporočila in to je to. Vi ste pripravljeni še kaj razmisliti, mogoče o podpori gospodu Ropu? Bil je ne član vaše stranke. Zdaj je to kar enkrat prednost, ali kaj? Morda. Ker ko smo ga hoteli na Sitbanko dati, ga nismo mogli spraviti. Ampak samo, kar se tiče pomembnih glasovanj za pomembne funkcije v državnem zboru. Kot dolgoletni poslanec vem, da so to potrebni koalicijski dogovori, da nobena stranka ne more ustrajati pri svojih kandidatih in tako naprej. In temu primerno smo se mi koalicijsko uskladili in takrat dali pač ime za Sašo Jazbec. Predsednica se je odločila drugače, zdaj bomo pa videli naprej. Hvala lepa. Dolgoletni politik mislite, da bi moral kdo po tem polomu z referendumom odstopiti ali pa da bi mogel premier terjati čigavo odgovornost? Ne, jaz mislim pa, da za razliko od nekaterih drugih, pa jaz mislim, da je delo politike, ko vidiš, da si storil napako, da jo popraviš in greš v drugo smer. Samo še to predčasne volitve. Šef opozicije napoveduje za leto 2025 predčasne volitve. Kaj napovedujete vi? Veste, kdo ima ključe za predčasne volitve? Kdo? Ja, tisti, ki bo zbral 46 glasov ali pa če kdo odstopi. Hvala. Kako je trenutno v parlamentarnih razmerih? Obstaja ta volja? Ne, jaz mislim, da ne. Hvala. Hvala. Zamujam za razglas. Gospod Levičar, samo eno hitro vprašanje. No? Samo na kratko. Študijo, ki jo Ste res imeli vse podatke, pa jih niste predstavili javnosti? pa nisi tega, stari moj. Gre malo na vlado, ko mi je čudno. To so različne moči, Ja, najbolj. Ja, vsaka ima neko svojo ceno, Ja, jaz mene 10 do 15 od oka. ja, sam, na vaš pravijo, da je najcenejša varianta, da bomo ne vem, po kakšnem izračunu. Kje je? Rusija? Očitno. Se pravi, da zato prej. Dan. Kjer je tam del tari? Kjer delate? Nihče na slabšem po reformi, ne? Dajmo pogledati. Ja, po plačni reformi ne bo nihče na slabšem, pa izzivi, ja, ok. V avtu, ne? Ne. Čakaj, kaj pa če pokličemo Jurči, Zriftej? Ja. Ne smo premrznjene, pa dež pade. Pa zvone ne more nesti kamere. Kaj, kdaj rečemo? 15 čez 1. Do kdaj bo to? Ne, načeloma, pa če še kdo malo zamudi, kaj se čas? Jaz ne bi čakal, da končam. Sej zaenkrat je bil samo prednik, pa smo itak imeli Hana.
Kaj aktualnega v zdravstvu? Ves čas. Se veste. Ne, vsega ja. Gre. Odlično. Čakaj, samo da se bom nastavila. Samo, kaj bo dobro. Dobar dan. Dobar dan. Torej, če najprej pokomentiramo posvetovalnega referenduma, torej ne bo, pa če mogoče začnemo s to analizo, ki jo je MOPE dal gospodu Mervarju oziroma Elesu dati do nedelje, če se ne motim, je bilo znaka tajno. Zdaj letijo tukaj kritike, da je ministrstvo skrivalo to analizo. O analizi sem bil obveščen oziroma o pripravi analize že v bistvu meseca julija, takrat, ko je ministrstvo na željo nevladnih organizacij dalo Elesu v pripravo to analizo, tako da sem tudi sam jo z veseljem pričakoval. Namreč, ko pogledamo referendumsko vprašanje, imamo dva odgovora, da in ne. Tudi ne je odgovor, ki nosi sabo nekatere posledice. Pomeni, se odločijo državljani za alternativni scenarij. Zaradi tega se mi je zdelo, da je izjemno pomembno, da se ti alternativni scenariji tudi izračunajo in da se ti alternativni scenariji tudi dajo državljanom kakšen mesec ali dva pred referendumom v pregled, zato da se seznanijo s tem, z alternativnimi scenariji. Zaradi tega mi je žal, da tega alternativnega scenarija oziroma teh izračunov, kakor vem, še zdaj niso javno objavljeni, oziroma če so, lepo, oziroma v vsakem primeru pa si želim, da se objavijo in da se tudi, če ni referenduma, da se seznanimo s tem, kakšne so opcije. Torej, vi te analize še niste videli, prebrali teh scenarijev? Jaz sem analizo videl, sem jo prebral, jo zelo dobro tudi razumem. Sem mnenja, da so izračuni, ki so dobri, ampak kakorkoli, meni ni važno in tudi verjamem, da večini ni važno, stroki ni važno, kaj noter oziroma kakšni so rezultati, ampak da se ti alternativni scenariji dejansko tudi izvedejo. Zdaj, po tem fiasku, če tako rečemo, z posvetovalnim referendumom, menite, da bi moral kdo tudi politično prevzeti odgovornost? Ste to vi, minister Kumer? Ne bi se do tega opredeljeval, tu so drugi, ki odločajo o politični odgovornosti, jaz sigurno nisem ta prav. So vas pa nevladne organizacije pozvale k odstopu in prevzemu politične odgovornosti? Nevladne organizacije me niso prvič pozvale k odstopu, jaz verjamem, da da se je projekt JEK2 začel odvijati in da se resno s pospešenim korakom pomika naprej, marsikomu ne paše. In se samo sprašujem, kakšni lobiji za njimi stojijo, da si tako ne želijo vseh tehnoloških rešitev, ki jih imamo v Sloveniji, uporabljati, ne nazadnje več kot 40 let. Že pozitivno izkoriščamo jedrsko energijo, tako da ne vidim, zakaj ne bi zdaj še naprej to izkoriščali in da je potrebno tudi resolucijo zbrisati zdaj iz obravnave oziroma to, kar so državnozborci, poslanci sprejeli z veliko večino, da bi zdaj tudi to zbrisali ven. Mislim, to se mi zdi pa res smešno. Vi ocenjujete, da še uživate zaupanje predsednika vlade? Ste mogoče razmišljali, da bi v luči vsega tega dogajanja v zadnjih dneh mogoče bi sami ponudili svoj odstop? O podpori predsednika vlade jaz ne moram govoriti, ga boste morali njega vprašati, do zdaj sem vedno imel njegovo podporo. Vse
delo, ki je prihajalo z moje strani, je dobilo in podporo njega in podporo vlade, zato da smo s temi zadevami šli potem po potrebi tudi v državni zbor. Tudi državni zbor je podpiral in resolucijo in referendum z več kot 90% glasov. Ne. To, kar se je pa zdaj zgodilo z javno debato, ne, o referendumu in o JEK2, ne, pa je preseglo vse meje, ne, tako da razumem poslance, ne, zakaj so se tako odločili, ne, in mislim, da je tudi edino pravilna odločitev. Kaj pa zdaj naprej te točke? Torej, referenduma zdaj ne bo. Iz Gen energije so v ponedeljek sporočili, da bodo s projektom nadaljevali glede na usmeritve in napotke strani državnega SDH. Kaj se bo torej zdaj s projektom? Se bo vodil naprej, se bodo še naprej delali analize? Kako bo šlo to zdaj? Vsak bo moral svoj premislek narediti, ne, verjamem, tako na vladni strani kot na projektni strani, ne, ampak ne, če pogledamo, kako projekt poteka, ne, da poteka v dveh nivojih, en je političen nivo, ta drugi je pa projektni nivo. Ne. Ta politični nivo, ne, je trenutno, ne, s tem referendumom, ne, očitno se bo prestavil na nek kasnejši čas, ne, medtem ko pa postopek projektnega vodenja samega, ne, se pravi postopki, ki se izvajajo v vsakem primeru, te pa načeloma ne bi smeli biti prizadeti, ne, tako da verjamem, da bo Gen energija 15. oktobra je vložila pobudo za državni prostorski načrt. Jaz pričakujem, da bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo to pobudo pregledalo in jo po potrebi uskladilo še z investitorjem, potem pa tudi poslalo naprej na MNVP. Mogoče še to, ne? Rekli ste, da to analizo ste prebrali. Iz strani ministrstva je danes slišati, da je iz te analize izhaja, da so OVE plus plin najugodnejši dolgoročno. A to drži? Boste sami prebrali to analizo, se boste lahko ustvarili svoje mnenje. Ne? Ključna tabela, ne, ki ponderirano, merjeno ocenjuje vse scenarije, je predvidela tako, da je iz tehničnega in finančnega smisla najugodnejši scenarij JEK2 plus obnovljivi viri. Kdo pa piše tale zakon o pripravi JEK2, ki naj bi bil vložen po napovedi izhodiščenega vložena ali pa pripravljena novembra? Kdo to piše, katero ministrstvo? Ravno danes smo na vladni delovni skupini zaključili vsebinjenje, pravi pripravili smo vsebine, ki jih bo zakon oziroma zakoni jih bodo obravnavali na temo projekta JEK2, se pravi pripravljene so vsebine, ne, sedaj pa bo potrebno te vsebine vzeti, ne, in iz njih narediti tudi zakonske člene in podlage. Trenutno še nihče ne piše zakona, mi smo najdlje prišli na vladni delovni skupini z samimi vsebinami. Kdo pa ga bo pisal? To se bo pa še videlo. Ne, to mogoče ste me narobe razumeli. Jaz nisem tak, ki bi moral k odgovornosti klicati. Slutiti je bilo, kakor da imate v mislih gospoda Kumra. Lahko še to rečete, menite, da bo referendum o JEK2 še v tem mandatu, kot je zapisano v koalicijski pogodbi, ali se bo to zdaj prestavilo na nek daljše časovno obdobje? Tudi to ni vprašanje za mene, to je vprašanje za državni zbor in poslance, oni imajo vse postopke glede referenduma v svojih rokah. Mora pa po vaši oceni na neki točki vendarle priti do referenduma o tem vprašanju? Referendum načeloma ni obvezen, ne, za strateške državne investicije. Ne. Če pa poslanci presodijo, da je to tako pomembno vprašanje, da bi želeli tudi slišati voljo ljudstva, potem pa ja, ne, to je popolnoma v njihovih rokah. Ne. Zakonsko pa ni nikjer predvideno, no, potreba. Hvala. Hvala vam. Lep dan. Jaz bi bolj GS. No, mi imamo isto stališče kot smo imeli. Pri vseh temah. A bo to posebej na koaliciji? Kaj referendum, kaj nismo menjali. A je bil? Ni ga bilo?
Aha, Samo to se je vlade, to ni nič posebnega. Na pa Ropa. To je bila malo tema, ampak itak je stališče koalicije, pač tako je bilo. A befel kao proti Ni befela, sem itak smo imeli dogovor koalicijski, zdaj vsak, ki je pač predlagal, mora 46 bitno. PV kaj je rekel? Nič ni rekel. Mislim, nam zagotovo ti ne more. Za svoje pa ne vem. Ropa? Prosim, Boste podprli Ropa na glasovanje? naše stališče smo povedali že pred 14 dnevi in včeraj sem ga jaz sem ponovil. Ja. Je tajno glasovanje. Prvo nas zanima komentar teze predsednice republike, gospod Taša Pirc-Musar. Proti volji koalicije je predlagala gospoda Antona Ropa. Ali, vemo, da je bila vaša kandidatka druga, ali koalicija lahko zavrne kandidata, kot je gospod Rop, na tajnem glasovanju? Kad smo se zdaj pogovarjali za koalicijo, v bistvu ni spremenilo nič. Tako da pač naša kandidatka, tako kot smo tudi včeraj sporočili, je Saša Jazbec in to je to. A vi pol napovedujete, da bo gospod Rop padel na tajnem glasovanju? Tega nisem napovedal, da pač glasovanje bo verjetno na novembrski redni seji, bomo pa videli do takrat, ampak mislim, kot mi matematika pove, ima pač pred seboj kandidat težko nalogo. Vsi poudarjajo to, da je glasovanje tajno in vsi iz drugih strank, ki pridajo, nekako s prstom pokažejo na vašo stranko. To je pa njihov problem. Mogoče še glede političnega fijaska s posvetovalnim referendumom, kdo bi moral tukaj prevzeti politično odgovornost? Je to minister, je to gospod Levičar? Ne vidim tega, da bi kdorkoli mogel za to prevzeti politično odgovornost. Ta referendum je bil jasno, bom temu rekel, in zmanipuliran in sforsiran strani SDS-a, kar smo mi v zadnjih dnevih komunicirali. SDS je bil prvi tisti, ki je bil pobudnik tega referenduma. Mi, bomo rekli, smo se s tem do te mere strinjali, ker smo iskali politično enotnost. Pač v tem trenutku pa je bilo popolnoma logično, da ta referendum nima dovolj, bom rekel, ne informacij, ne politične volje, da se zgodi. Tako da ni nobene tragedije. A to, da gospod Arčon prevzema funkcijo generalnega sekretarja največje vladne stranke, je samo začasna poteza, trajna poteza po umiku gospoda Marolta? To pa ne vem, to pa težko komentiram. Jaz bom rekel, da se na eni strani zahvaljujem Roku za izjemno dobro, korektno upravljeno delo, na drugi strani se pa zahvaljujem in pozdravljam tudi Mateja, ko bo prevzel, oziroma ker je prevzel to funkcijo. Matej Arčon je že bil generalni sekretar Svobode, si imamo z njim zelo dobre odnose, kolikor smo jih imeli, moram tudi reči, z Rokom. Ne bi pa si upal napovedati, da je to začasno, je to stalno. Pravno formalno je to seveda irelevantno in je stalno. Zakaj pa sploh rošada? Kot je bilo včeraj zapisano v sporočilu za javnost, zaradi osebnih razlogov. Pa bo gospod Arčonov sploh uspel upravljati vse funkcije, ki jih trenutno ima. Vemo, da pač ministerska funkcija vzame dosti časa, pa tudi funkcija generalnega sekretarja stranke je full-time job, pa še volitve se bližajo, v bistvu, kar pomeni, da bo dela precej. Verjamem, da ima tako na ministrstvu tule čez, kot na sedežu stranke dve zelo dobri ekipi, ki delujeta dobro. Tako da za kaj več podrobnosti, kako bo polno skleval svoj urnik, morate pa njega vprašati. Boste vi imenovali tudi novega tretjega podpredsednika, gospod Arčon, boste funkcije odstopili? O tem še nismo razpravljali. Samo še ena teza, predčasne volitve, včeraj v tem se razpisal šef opozicije, kaj pravite vi? Se pravi predčasne volitve? Tistega zapisa Janeza Janše jaz ne mislim komentirati, bi pa verjetno ta zapis kot celota tudi nakazuje, da verjetno malo izgublja strateškost, ki jo je imel in je mogoče čas za penzijo res že tukaj. Hvala. Hvala lepa. Jo. Še en, ki je